besedi pa vabim prav tako kolega iz Zgodovinskega arhiva Celje, doktorja Bojana Himmelreicha, ki bo spregovoril o zavezniških oziroma anglo-ameriških bombardiranih Celja 44 in 45. Izvoli. Spoštovani, leta 1943 bomo začeli našo pripoved. Tega leta so že kar Britanci in Američani rutinsko bombardirali Reich, njegovih jugovzhodnih delov pa niso dosegli, zato ker pač ni bil dolet bombnikov v tistem času še tolikšen. No, to težavo so rešili potem z zavzetjem Severne Afrike in Sicilije, od koder so potem začeli izvajati zelo težke, dolgotrajne 12-urne polete, recimo, ki so leteli avioni 3800 km naenkrat. To je bilo seveda, to so bili težavni podvigi, ki so zahtevali velike napore, kadrovske in materialne. In to se je pa potem izboljšalo po kapitulaciji Italije, ko so zgradili ali pa uporabili do tedaj obstoječa letališča na jugu Italije, na škornju Italije. Takrat so tudi prvič leteli preko slovenskih ozemelj, mogoče tudi preko Celja. Recimo avgusta so izvedli eno takšno akcijo, ki sem prej omenil, ko so recimo šli v bombardiranje Messerschmittovih tovarn pri Dunaju. Kdo pa je to sploh letel preko naših območij? Od Američanov ne bomo govorili o celi ameriški, ampak samo o floti, ki je izvajala polete preko našega ozemlja. To je bila 15. letalska sila, 15. zračna flota. Mimogrede, en zelo kratek čas jo je vodil tudi en zelo znan ameriški pilot. To je bil ta, v tistem času, ko je postal slaven, je bil polkovnik Doolittle, če se spomnite napada na japonske otoke v tistem času, ko so bili Japonci še na Pacifiku v vzponu. No, poleg njih so pa leteli tudi Britanci, deloma v sklopu britanskega vojnega letalstva, ki je bilo orientiran, to je bil del britanskega kraljevega letalstva, ki je bil orientiran na balkansko področje. Znotraj britanskih sil so pa še delovali samostojno južnoameriški in pa avstralski piloti. Prvi dve enoti sta izvajali, se pravi Američani in balkanska, britanska sila so jih napadali tako z jatami bombnikov, kot tudi z manjšimi okretnimi lovskimi letali. To se pravi, da so sodelovali tako v taktičnem kot v strateškem delovanju, če se izrazimo po letalsko ali pa vojaško, medtem ko so slednji dve enoti delovali samo taktično, torej z manjšimi letali so upravljali napade na nižjih višinah, pa seveda višjih hitrostih. No, vse je to potem vodilo, kako so pa tisti, ki so doživljali napade teh letalcev, kako so se pa poskušali ali pa se branili. Ko so Nemci zasedli naše področje, pa še tudi mnogo kasneje, niso pričakovali, da bo sploh bombardirano oziroma napadano po letalskih silah zaveznikov, ker so pač mislili, da ne bodo napadali okupiranih ozemelj. Ampak nažalost se je to, kot bomo kmalu videli, spremenilo. Zato tudi niso izvajali kakšnih večjih protiletalskih ukrepov. To se je spremenilo potem, manjše ukrepe, take, ki so pač nujni v vojni, to recimo zapovedana zatemnitev ali pa kaj takega, to je bilo uvedeno tudi na Spodnjem Štajerskem, ampak tisto, kar je zapovedovala recimo zakonodaja, ki je bila veljavljena v Reichu, so pa uvedli šele potem sredi leta 1943, ko je to šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko pač uvedel to zakonodajo tudi na našem področju.
Na koncu koncev je obveznost za izvedbo protiletalske zaščite od uprave in od neke državne zveze za protiletalsko zaščito prešla na Štajersko domovinsko zvezo, ki smo jo tule tudi že dobro spoznali. V vseh njenih enotah od zveznega vodstva tja dol do celic in blokov so organizirali odbore za protiletalsko zaščito. V slednjih dveh najmanjših celicah in blokih je bil to samo ponavadi ena oseba, ker je pač primanjkvalo ljudi pri vseh teh vojaških naporih, ki so ljudi trgali na vse strani, pač ni bilo dovolj osebja. Seveda so zato tudi veliko težo ali pa veliko vlogo namenjali kar prebivalcem samim, ne sami poskrbijo za svojo samozaščito ali pa protiletalsko zaščito, recimo propagirali so takšne ukrepe, kot je recimo pospravljanje podstrešij, posipanje peska po podstrešjih, nakup opreme, ročk, raznih gasilnih aparatov in tako dalje. To so prelagali pač na prebivalstvo, ker pa država je imela druge skrbi v tem času tudi. No in ko so se pa začeli preplahi dogajati od sredine leta 1943, so pa razmišljali tudi že o gradnji zaklonišč. To so bila v začetku primitivna zaklonišča, samo jarki, ki so jih kopali recimo ob šolah, za najnujnejšo zaščito šolarjev in zaposlenih. Potem pa so gradili tudi prave, najprej recimo konkretno na primeru Celja so bili tuneli, ki so jih vrtali recimo pod Kapucinski samostan ali pa recimo pod Jožefov hrib, tam na Teharski cesti. Lotili so se tudi recimo gradnje takih tunelov še pod Pokopališkim hribom, recimo tisti, ki ste iz Celja, boste to vedeli. Pardon. No, kasneje pa so začeli zidati tudi prave bunkere, tule v Celju je recimo še danes ohranjen ta, kjer je ta veliki spomenik Vojna in mir. En je še tudi dolgo časa stal tam, kjer je danes dom za upokojence. Bilo jih je kar precej. Ampak poleg njih so pa poskušali poskrbeti za varnost meščanov tudi tako, da so v protiletalska zaklonišča spreminjali kleti. 9 oziroma 10 različno po virih je bilo takih kleti v Celju, ki so jih potem izhode njihove, zasilne izhode so z takimi nadstreški zagradili oziroma zavarovali, če bi prišlo do zrušenja, da so se lahko ljudje pač tule reševali izpod ruševin. Če se še vrnemo malo nazaj, govorimo še o aktivnem delu protiletalske zaščite, o protiletalskem topništvu. To se omenja v Celju posredno, seveda je obstajalo, ni pa recimo nobenih poročil oziroma nobenih navedb v poročilih, da bi prišlo do kakega aktivnega delovanja vojnega letalstva. V tistem času, ko so Celje začeli napadati, je pač Luftwaffe že bila precej na psu, tisti Hermann Göring se je že zdavnaj pisal Majer, kot je nekoč obljubljal, da se bo dal preimenovati, če bodo prišli na Reich. Tule pa recimo en tak dokaz posredni, neka skica iz partizanskih vrst, nekdo je narisal Celje, skiciral Celje, narisal železnico in tu v železnici pri 2 železniških mostovih je bila locirana ena enota teh protiletalskih topov, ki so, kot poročila pravijo, delovali tudi iz Miklavškega hriba, z Grajskega hriba in Aljaževega hriba. Poleg tega je bila tudi na Miklavškem hribu ena opazovalnica, ki je pač bila del mreže poročanja prihoda avionov. No, zakaj je Celje postalo
cilj napadov, neke velike industrije tu ni bilo, razen cinkarne pa recimo EMA, ne, v vojaškem smislu mislim, Pomembna je bila južna železnica oziroma železnica iz Maribora proti Zidanemu mostu, tule postaja, ki je imela še zraven razžirne tele prostore in pa seveda dva železniška mosta na razdalji nekaj 100 metrov. Ne, tule je recimo tista pozicija teh protiletalskih topov, ki smo jih prej videli na skici. Kako je, če si kar naprej pogledamo, kako je ta pozicija teh dveh mostov, to je ta prvi železniški most, ki smo ga videli zgoraj. Poglejte si to situacijo pred vojno, skupina stavb, po vojni nič, zbrisano, ne? Ker pač avioni, ki so leteli, tako tisti v taktičnih ali strateških napadih, so bili daleč od tega, da bi bili precizni pri napadih. No in 25. februarja 1944 je Celje prvič okusilo, pač v Celju prvič prišlo do letalskega napada. To niti ni bil načrtovan napad, to je bil napad oziroma odmet bomb v sili, ne. Tega dne so leteli ameriški bombniki proti Grazu, proti letališču, vojaškemu letališču v bližini Graza, ampak ker je bilo nejasno nebo oziroma prekrito z oblaki, so se pač obrnili pa odmetali bombe pač tam, kjer je bila priložnost, ali so to imeli, so imeli tudi sekundarne cilje, ampak to se ne ve, ali je bilo Celje takrat določeno kot sekundarni cilj ali ne. V glavnem en od teh bombnikov je dvrgel na Celje 10 bomb, ki so bile nekaj ljudi, v glavnem, kakor se vidi po poročilih, so padle tam nekje, kjer je šla, a pa še danes gre Savinjska železnica preko ceste, kjer je danes podvoz, tam na tistem področju naj bi bombe padle. No in to je s takim lepakom potem vodja protiletalske službe, krajevni vodja, župan Himer, ki smo ga danes že večkrat omenjali, ki ste ga omenjali, potem razglasil in pozval ljudi, naj ne delajo neumnosti. Prej smo omenjali protiletalsko zaščito, pa nisem omenil tega, da so pozivali ljudi, naj ne ob preplahih, ob alarmih ne gledajo skozi okno, ali bodo avioni res prišli, naj ne tečejo v zaklon šele, ko sliši avione. Ne, tu je dal primer dveh delavcev, ki sta ostala v neki stavbi, nista se šla skriti in ravno tista stavba je potem bila prizadeta in sta ti dve osebi umrli. No, letalski preplahi so, alarmi so, že takrat, preden so se napadi začeli, precej spremenili življenje ljudi, vsak dan ljudi. Pri tem so spet najbolj nastradali, kot večkrat v vojni nastradajo šolarji, ne. Tisto prvo šolsko leto po teh preplahih iz avgusta, ne, prvih, so začetek šolskega leta pomaknili globoko v jesen, zato ker so najprej šli otroci in zaposleni šol kopati tiste jarke, ki sem jih prej omenil, ta primitivna prva zaklonišča, ne, ob šolskih poslopjih, ki bi pač za silo poskrbeli za varnost pri napadih. Bom moral pohiteti, ne? Ja, no, eden od teh sprememb je tudi to, ne, nekoč v Celju živeči so potem morali drugam iti, ko so se začeli napadi. Celje je prej veljalo za varno mesto, so se sem priseljevali iz Rajha, iz Maribora so celo organizirano ljudi priselili, pa ne mislim, da je Maribor bil v Rajhu, da ne bo zdaj mišljeno tako. Tukaj pa vidimo, da so morali potem ti ljudje bežati ali v bližnja ali pa bolj v daljne mesta, ko so pač ostali brez stanovanja, ko so začele bombe padati. Eden od vplivov na vsak dan ljudi je bilo tudi, so bili takeli letaki oziroma kartonske table, ki so opozarjali ljudi, naj bodo previdni, češ da tu leži neeksplodirana bomba. Jaz sem po poročilih, ki sem jih gledal, videl samo, da so v 4 poročali v Celju, čeprav nekateri govorijo, da neeksplodiranih bomb naj bi bilo tudi do 10%, ne.
kar je veliko več kot 4, kot sem rekel. No, če še malo to kronologijo letalskih napadov na Celje pogledamo, vseh je bilo 38, zdaj metodologija štetja je lahko različna in recimo dogajalo se je, da so ti lovski, manjša ta lovska letala prišla recimo v valovih, 10-50, 10-52, 10-54, 10-11, a zdaj šteti to za 3 napade ali za en napad. Jaz sem štel to za en napad, ker je potem polč dolgi presledek do recimo ob 14 spet, ne, recimo kadar so večkrat v enem dnevu prišli. Tako da to število 38 bilo večje, ne, če bi hoteli raztegovati, ker je večkrat se zgodilo tako, da so v valovih prišli. Ja, prvi napad smo omenili, februar 44, potem je bil dolgi presledek do novembra 1944, ko so si sledili 3 manjši, taki, spet kot si prej omenil, z lovskimi letali. Ja, o njih so poročali, ampak to lahko preskočimo. Pravi pekel pa je prineslo Celju šele leto 45. Januarja je bilo teh, se pa opravičujem, bom moral malo pogledati. Januarja jih je bilo 5, potem so v februarju je bilo 15, marca zopet 5 in še po 2 aprila, ampak ta 2 aprila sta bila isti dan, sta pa bila edina nočna napada na Celje, ker so do zdaj, vsi, ki smo jih do zdaj omenjali, so bili dnevni. To je v glavnem šlo za mitraljiranje železniške postaje, za odmete osamljenih bomb, lovskih letal, poročilo o teh napadih. Poročila so teh napadih, tam je en primer, so bila zelo natančna, povedala so, kdaj točno, ob kateri uri, to slučajno ura ne piše, ampak sicer so pisali tudi točno uro do minute, koliko letal je bilo, kakšna letala, čeprav tu dosti natančni niso bili, so kar rekli 4-motorno letalo, ampak včasih so rekli Mustang, drugače pa anglo-ameriški avioni, kakorkoli. Samo 3-krat so prišla letala v jatah, se pravi bombniki, ki so z velike višine metali. Najhujši takšen napad je bil 14. februarja 1945, ko je bilo ubitih tudi več kot polovica od vseh mrtvih, ki so nastradali v letalskih napadih v Celju, tu je pa okrog 83. Tu številka še vedno ni točna, se bo pa mogoče spremenila, pa tudi število napadov se bo spremenilo, ker se napoveduje nova knjiga po raziskavah tudi v britanskih in ameriških arhivih, konec leta naj bi išla. Po tiste, kakor sem neuradno izvedel, naj bi bilo napadov na Celje let 46 in zadnji naj bi bil ne 5. aprila, kot tu trdim jaz, ampak celo tam prve dni maja. Ampak to je pač neuradna informacija od avtorja, pa bomo videli, kaj bo takrat išlo. Torej, vsi so bili, razen 2 smo rekli dnevni, večinoma je šlo za napade manjših letal, pa še mogoče to, število letal, ki so sodelovali, 8-krat je bil vsaj po eden, v 11 napadih jih je sodelovalo od 2 do 7, enkrat jih je bilo 18, enkrat 10, enkrat 7 ali pa 17, ker tudi recimo za ta najhujši napad piše ali 7 ali 17 letal ali 150 ali pa 60 bomb. Različna poročila, različne številke in zdaj človek ne ve, kaj bi upošteval. Ko sem jaz šel prešteti te bombe, ki so bile, največje so bile 500 kilogramske, pa vse tja do 250, 125, od 25 celo do 30, neke male bombe so metali. Teh naj bi bilo skupaj 379, s tem, da sem upošteval večjo varianto pri posameznih napadih, kjer je bilo več. Najlepša hvala.